Ne vem, če sem se katerega podcasta bolj veselil, kot se veselim tega časa s tabo. Hvala, Tudi poskušam, Aleksandra Gucmud, dobrodošla. hvala. Poskušam tudi velikokrat razložiti, kako mi je v en intimen izziv nekdo, ki ima toliko vedenja, ki ima toliko znanja. Zdaj, spet, če govorimo o nekom, ki ima matematično znanje, ki ima tako znanje, ga spet dam v en svoj predal. Ti si pa to zgodbo, danes bomo veliko govorila o teh posebnih stricih in tetah, ki se jim reče narcisi, ne. Ja, Ti si pa to zgodbo ne samo živela, ne samo doživela, ne, Ja. zraven nje trpela. Ja. Danes pa tudi s tvojim vsakdanjim delom v resnici pišeš in rišeš te meje bolečin, ki jih puščajo narcisi. A bi rekla sama sebi, da si nekdo, ki je to znanje ali pa to vedenje, ki ga deliš, v resnici doživljal tudi na svoji koži? Ja, seveda, absolutno. Saj drugače pravzaprav ne bi znala, a ne. To mi je zelo blizu in tako bom rekla, več ljudi, ko spoznaš, ki so šli skozi podobno, manj se počutiš tudi samega v tem. In zato je tako dragoceno, ne samo za mene, seveda, za vse, da prihajamo v stik, da obstaja ta stik med nami, ki ga omogočajo med drugim družbena omrežja. Da se najdemo te ranjene dušice, da se več ne počutiš tako izoliranega, samega, drugačnega od drugih, čudnega, ampak da vidiš, sem del, pripadam. No, ampak, okej, socialna omrežja, 100 minusov lahko naštejemo, tukaj pa je en plus, ne. Ja, Prvo vprašanje, preden te zares vprašam še enkrat, stotič, po definiciji, kaj je narcis, kdo je narcis, ne, te bom sigurno vprašal tudi to, a ne, ker rečejo, to je zdaj popularno, ne. Saj, a je 20 let nazaj ni bilo narcisov, ampak ravno ta odprtost v tej komunikaciji, da s tako tematiko dostopamo do ljudi, ja, ne, ja. je pravzaprav odprla aspekt, da smo temu nekemu tipu človeka, neki karakterni lastnosti rekli, aha, to je to, ne. Ja, A misliš, da je to moda, da je to nekaj, kar smo si izmislili, zato ker ne znamo diagnosticirati nekih odnosov? Kako ti gledaš na to, zakaj je zdaj to govora? Saj narcisi so bili cel čas okoli nas. Ja, ampak res se ni toliko govorilo. Ampak recimo se je pa govorilo na primer že pred narcisi o psihopatih, ne strokovno, nimam tega v mislih. Ampak a veš, ko za koga rečeš, ta je pa psihopat. To ne pomeni, da smo ga diagnosticirali ali da ima zdravniško medicinsko diagnozo psihopatije, ampak hoteli smo povedati, obnaša se tako in tako in tako in tako, in če si za nekoga rekel nekomu drugemu, ta je pa psihopat, si ga z eno besedo dejansko malce že orisal, a ne. In isto lahko danes počnemo, če rečemo, ta je pa narcis, pa to ne pomeni seveda, da je narcis, da ima narcistično motnjo, ampak če bo nekdo meni rekel, ta je narcis, kaj si bom mislila? Aha, verjetno je to človek, ki nima empatije, ki ne prevzema odgovornosti, ki hoče imeti vedno prav, ki hoče biti bodisi center pozornosti ali pa žrtev, ki se ji vsi klanjajo in jo pomiljujejo. Skratka, oseba, ki ji definitivno ne gre zaupati. In to je to v bistvu. Ostalo, ta moda, ki jo omenjaš, a ne, ko ena stvar tako izbruhne, potem bi kar vsi govorili, je pa mogoče trenutno v nekem flowu, res. Ampak če tako pogledaš, lahko pa rečeš, ja, potem smo pa vsi narcisi. A ne, ker vsak od nas pa ima kakšno narcistično lastnost, to pa definitivno. Razen mene. Aha, pardon, razen. To je verjetno ravno ta del narcističnosti, ne? Ja, ravno nekaj, kar bi morda narcis trdil, ja. Trdil, ne, tako je, okej. Ampak spet najbolj na glas se govori o partnerskih odnosih, ne, v katerih imava enega od igralcev narcisa. Ja, Ampak zanimivo mi je, ne, kako zelo sva lepo skozi najine pogovore velikokrat zabrisala to mejo, da sva šla do otroka, ki je narcis, da sva šla do starša, ki je narcis, do prijatelja, ki je narcis, ne. ja. Delovno mesto, ne. Ja, Povsod jih najdeva, ne. povsod. Ampak zakaj misliš, zakaj lahko v vse aspekte našega življenja pripeljeva to zgodbo noter? Ja, zato, ker naše življenje ima neke vrste, recimo temu, začetek, jedro in konec. Se pravi, začetek je, ko smo otroci, jedro recimo, da je to partnerski odnos, in konec je potem, ne vem, imaš otroke, odrasle otroke, že greš tja proti končni postaji. In čeprav je bil fokus zelo močno zadnja leta na tem partnerskem delu, tem sredinskem delu, ne moreš ti pričakovati, če po suhem hodiš, da boš naenkrat v morju. A ne, če je nekdo našel partnerja narcisa
ima ta vzorec. In ta vzorec je doživel v otroštvu. Se pravi, v otroštvu je bil nekdo od pomembnih drugih, verjetno narcisoiden ali kako drugače precej toksičen. Ta oseba se je navadila te toksičnosti, to je predstavlja varnost, celo ljubezen, in je v odraslosti našla odnos, ki na nek način kopira ta primarni odnos. In če si je recimo zdaj poenostavimo, oče je bil narcis, partner je zdaj narcis, kakšen bo ta otrok, ki ga bo ta ženska rodila? Velika možnost je, da bo ta otrok tudi narcis. Ali pa soodvisnik. Se pravi, stvari so, tako kot si rekel, prepletene so. Ne moramo vzeti izolirano partnerstva. Kdor se je z narcisom zapletel in ne more ven, ima ta vzorec od prej in ga je tudi predal. Če ima otroke, ga je že predal tudi naprej. A vidiš, spet se mi zdi, da kakorkoli se s tabo pogovarjam, vedno znova se nekaj novega naučim, ne. Okej, dajva najprej spet definirati, kdo je soodvisnik, kdo je narcis, a ne. Kako bi najlažje, zato da bova tudi kasneje znala potem razumeti, o čem se pogovarjava, ko govoriva o soodvisniku, a ne. Jaz mislim, da narcisa brez soodvisnika ni. A se motim? Veš, kako je, lahko je, mora imeti pa občinstvo. No, to. Mora pa imeti občinstvo. Teater, ja. Občinstvo ni nujno, da tu zdaj govorimo o soodvisnikih, ampak so pa to ljudje, ki ga obožujejo, občudujejo, ki ga gledajo kot boga in mu s tem seveda tudi dajejo svojo energijo. S tem se narcis poji. Soodvisnik je pa tisti, tako na zelo grob način bi morda lahko celo rekla, ko si rekel, narcis je soodvisnik. Starš, otrok, šef, zaposleni, ne vem, uzurpator ali pa okupator, okupiranec. Se pravi, odnos nikakor ni enakovreden. Ja. Narcis vodi, on je glavni. Ampak po drugi strani, recimo, tehnikalije, je pa ponavadi vedno zadolžen zanje soodvisnik. V praksi to izgleda tako, a ne, da žena, recimo, da bom zdaj rekla, da je žena soodvisnik, da žena plačuje položnice, skrbi za nakup vsakdanjih stvari, saj veš, milo, hrana in takšne stvari, da je vse doma. Če se gre na dopust, na izlet, bo žena priskrbela malico, zemljevid poti, robčke za otroke, karkoli že je treba, to vse, logistiko in vse te zadeve upravlja žena. On recimo pa vodi, se pravi, on bo verjetno vozil avto, on bo morda tudi določil, kam se gre, kdaj se gre, za kako dolgo se gre. Se pravi, te executive power, to je v njem. Medtem ko je soodvisnik tisti v operativi, ki zadeve pač izvaja, in če jih ne izvaja v skladu s pričakovanji šefa, bo tu takoj pritisk, žaljenje, zmerjanje, degradiranje. Skratka, zelo zahtevno delo ima soodvisnik že samo s tega vidika. Če zdaj tako bolj tehnično pogleda, kaj šele, če bi zdaj začela govoriti o čustvenem delu, a ne. Tam je pa eno samo srkanje. Narcis srka, soodvisnik daje. In všeč mi je, da si rekel, če ni soodvisnika, ni narcisa. Seveda po eni strani to popolnoma drži, ker kako naj narcis vzame, če tukaj ni nekoga, ki daje. Ja, in je to dejansko ples ali pa morda peklenska gugalnica, kot je o tem pisala Sanja Rozman. Se pravi, kaj je to gugalnica? A ne, ziba se sem ter tja, na tej strani jo potisnem jaz, na tej strani jo potisneš ti. Če eden neha potiskati, se bo ustavila. Je konec. In dejansko ni več narcisa, v smislu, ne more se več pojiti z energijo, če je drugi odmaknil. Jaz pa pravzaprav s tem, mu jaz kot soodvisnik lahko vzamem ta manevrski prostor, ker jaz ne porivam gugalnice nazaj. Če jo pa porivaš, si pa omogočevalec. Enabler reče angleščina, ne, to je to. Se pravi, omogočaš. Včasih mi kdo reče, ja, veš, meni se vseeno smili. On, a ne, ali ona, čeprav je narcis, se mi smili, čutim sočutje. Nič narobe s tem, saj smo ljudje. Ampak s tem, ko se ti smili in ti naprej omogočaš, če bi zdaj tako strogo gledali, mu dejansko škoduješ, ker mu omogočaš, da ostaja v svojem toksičnem vzorcu. A ne. Samo to, a veš, to začutiti, to doseči in preseči, pa resnično težko. Zato pa pravim, začnite pri sebi, drugega ne morete rešiti. Okej, midva sva danes sposobna definirati, da je moja partnerka, moj partner narcis, ne? Ja. Ker sva se srečala, ker sva se o tem pogovarjala, sva nekaj prebrala. Ja. Mimogrede, jaz še zmeraj mislim, da je
da je tvoja knjiga Biblija za narcise in sem hvaležen ti za to. Hvala. Ampak, mi smo zdaj to diagnosticirali, Ja, ampak ta narcis in soodvisnik odnos se začne veliko prej, preden smo ga mi sposobni nagovoriti ali pa poimenovati. ja. In se v bistvu pravzaprav zapleta in spleta, še preden si sploh dovolimo misliti, da je to narcističen odnos. Kdaj se začnejo taki odnosi? Kako ti misliš, zdaj, ko se pogovarjaš z ljudmi, kje so prvi znaki, prvi alarmi, prvi, ko se reče, prve točke preloma, ko vendarle vidimo, da nismo v odnosu vrednem? Ja. Zdaj, če imamo vsaj malo znanja in ali izkušenj, potem od samega začetka. Tudi če je ta začetek, in predvsem, če je ta začetek sanjski, to dvorjenje, faza dvorjenja, angleščina reče love bombing, se pravi zasipanje z rožami, darili, potovanji, pohvalami, komplimenti, ni da ni. Romantika, na to sploh ženske zelo palimo, a ne. In kar naenkrat spoznaš moškega, ki pa je nežna duša, ki je romantik, ki se je sposoben pogovarjati o čustvih, tako se nam zdi, seveda. On nam daje točno tisto, kar želimo slišati. In tisti trenutek, ko gre to tako hitro, se pravi, v 2-3 zmenkih imamo že občutek, včasih če po enem, da je to sorodna duša, da je to the one, tisti pravi. Zelo hitro gre vse, recimo, če govoriva zdaj o starejših ljudeh, ne o najstnikih, ampak o ljudeh, ki so stari 28, 32 in tako naprej. Recimo, zelo hitro pride do seksa, zelo hitro pride do tega, da začneta skupaj živeti. To je velik alarm. Poznam, ker pač delam s toliko ljudmi, ljudi, a ne, ki ne, da so seksali na prvem zmenku, to sploh ni več niti posebej čudno v tem kontekstu, ampak ki so dejansko po 3 zmenkih, 5 zmenkih začeli živeti skupaj. In seveda nekje v 3 mesecih se je zadeva izpela. 3 mesece je rabil recimo narcis, da je soodvisnika toliko navezal na sebe, potem mu pa ni bilo več treba se truditi. Potem so se pa začele te razpoke. Ja. Okay. Ampak jaz tebi vseeno omogočam, jaz tukaj zmeraj poskušam razumeti to vlogo soodvisnika. Jaz tebi omogočam, ko kupam to tvoje navdušenje nad mano. On vendarle dopolnjuje moje stavke, on jih zna končevati. On točno ve, kaj jaz čutim. On je znal točno to povedati, kar sem jaz mislila. A veš, ampak jaz s tem ustvarjam to, ker to prepoznavam kot, ali ti misliš, da jaz takrat še ne vem, da sem sploh v zlorabljenem odnosu. Ne, večina ne ve. Se pravi, če veš, če imaš izkušnje, ti bo ob tem lepem zazvonil alarm. In boš odnos ali ful ohladil ali prekinil. Če pa ne veš, pa ne. Ja, da me pelše iz tega love bombinga v intimnem čustvenem odnosu, me pelše v službo. Kako to prepoznavam v službi? Ja, v službi je pa lahko to recimo oseba, ki ti je najprej izražala neko zaupanje vate, zdel si se ji sposoben, dobil si občutek, da boš v tem na delovnem mestu spoštovan, enak drugim, da si pomemben, šteješ, tvoje mnenje nas zanima in tako naprej. In ko se ti torej recimo udomačiš v tej službi, podpišeš pogodbo in tako naprej, zdaj te pa imamo te za 1 leto, morda te imamo celo za nedoločen čas, no, zdaj pa lahko delamo s tabo v bistvu tako, kakor želimo. Takrat se pa potem pokažejo zobje. Ampak tle bom spet prepoznal nekoga, ki mi ustvarja pogoje, v katerih se jaz čutim vrednega, prepoznanega, vidnega. Tudi v tem odnosu bom videl nekoga, ki mogoče ekstra malo se me pohvali oziroma me prepozna kot. A znajo narcisi hvaliti, dokler se jim splača? Pa kako? The best, tako te ni v življenju kdo pohvalil, tako te hvali, da ti je nerodno, da te je sram. Sam, Aleksandra, to je glih tisto, kar si res želimo. In to si zdaj 2-krat tako fajn napeljal, ne vem, a namerno ali podzavestno. In zato bi rada tu namenila pozornost temu, namreč, ker si 2-krat rekel in zasebno in službeno, kako ta soodvisnik dejansko omogoča, ker se odziva na to. Ja, tu je pa en ta problem, ki se mu reče iskanje sreče od zunaj. Zdaj sva kar precej rekla o narcisih, pa bi tu morda še rekla o soodvisnikih kako besedo. Namreč soodvisnik, slišiš besedo odvisnik, no, se pravi, odvisna sem
od tebe, odvisna sem od tvojih besed, od tvoje ljubezni do mene. Če si ti dobre volje, sem lahko jaz dobre volje, če si ti slabe volje, ne smem biti, temveč se moram truditi tvojo dobro voljo spet najti. Odvisna sem skratka od tvojega mnenja, obnašanja, čutenja, vse je na tebi, temu se reče tudi zlivanje. Torej, zlivam se s tabo, kar boš ti rekel, tja gremo, v to verjamem, ta politična veja mi je všeč, karkoli. Otroke se tako vzgaja, z vsem se bom zlivala zato, da bi ti ugajala, ker sem prepričana, da sreča lahko pride samo od zunaj. Se pravi, rabim princa na belem konju, kar nas tudi žal popkultura v to usmerja. Rabim zunanji vir, karkoli to je že, a ne, kapitalizem bo pa tukaj našel predmete, tak pa tak avto in tako naprej, to te bo osrečilo. In ker jaz verujem slepo, da bom jaz našla ta vir sreče od zunaj. Sem pripravljena, kaj naj ti rečem, podplatiti, polizati, samo da bi dobila to srečo. Ti recimo, če bi bil narcis, bi pa to seveda izkoriščal, a ne, ti bi pa dosegel zadovoljitev. Saj tudi narcis s tem sreče ne doseže. Ampak to zadovoljevanje potreb, ta energijski pritok, ki nas vse, a ne, drži pri sebi, a ne, narcisa še posebej nafila, ker mu mi damo svojega in ga nabustamo na tak način. Se pravi, če bomo mi, in to je prvi pogoj, če želiš sebe zaceliti, da začneš sprejemati v svoj mentalni sistem in nato v svoj srčni čustveni sistem dejstvo, da sreče od zunaj ni, da se sreča ustvari in kreira od znotraj in seva navzven, potem takrat je pot odprta za rešitve. Ne pa, da mi verjamemo, a veš, da je od zunaj tak partner, taka hiša, tak avto, tak otrok, tak starš, tak kdorkoli. Ampak a sem jaz ta pončo oblekla, mimogrede, zelo si lepa danes. Hvala. A sem jaz ta pončo oblekla zato, ker mislim, da boš ti mislil, da sem lepa. A veš, kaj hočem reči? A ta soodvisnik predvideva za to, da v resnici sprejema odločitve, ki misli, da so njegove lastne, ampak v resnici se vzadaj skriva to predvidevanje, ne? Da boš ti zadovoljen v tem smislu, da bom zadovoljila neko tvoje pričakovanje. Zelo globoko segaš s tem vprašanjem, zelo zdaj si segel čisto v podzavest, ker večinoma sploh ne vemo tega, kar si ti zdaj izrekel. Se pravi, imaš občutek, da je tvoja želja, da je tvoja odločitev celo. V resnici je pa spodaj točno to. Strah, želja po ugajanju. Ta del se mi zdi najbolj nevaren, ne? To, da se poskušamo izogniti napadu, a ne. Potem, ko začnemo to zaveščati, ko se jaz pogovarjam, jaz jim pravim svoja dekleta, ko se jaz s temi dekleti pogovarjam, a ne, na eni točki rečejo, ja, samo za ljubi mir sem to storila, ali zmeraj sem bila tako v nulo pripravljena na vsak best and worst case scenario, zato, ker če ne bi bila pripravljena, bi začele na mene deževati kritike, psovke, v priču otrok. Se pravi, vse skupaj je dejansko izvajano v enem krču, v eni preži, kaj vse moram preštudirati, da se bo vse izteklo maksimalno ugodno. A ne? Na površini se pa lahko zdi to kot ena taka organizirana oseba, odločna, sposobna, vse je jasno, ampak v resnici je to samo soodvisnik, ki se noro trudi doseči, da bo priznan, da bo sprejet in da ne bo kritiziran. Ali pa je bil že tokrat poškodovan, da v bistvu misli, da na ta način predvideva situacije, v katerih bo preživel brez bolečine oziroma brez udarca, da že to poistoveti in sprejme kot način življenja. Jaz pravilno delam. Način življenja. Zato, da se zavarujem. Ne? Okay. Zdaj sem poslušal 3-4 stvari, ki so govorile o ljubosumju. Kjer se meni zdelo nenavadno, kako posplošeno so na nek način brisali to mejo med tem, kaj je sprejemljivo znotraj ljubosumja in kaj ni sprejemljivo. A bi rekla, da je narcis avtomatično nekdo, ki je ljubosumen? Ja. Avtomatično. Avtomatično, po defaultu, ja. To je njegova inherentna lastnost, zato ker, poglej, kaj pa je ljubosumje? Ok, ampak on noče, da jaz pokažem dekolte, on noče, da pokažem dolge noge, zato ker me mrd. Ja, drugim, a ne, zaradi ljubosumja. Ali pa po drugi strani, zato češ, pogledajte, kako trofejo imam. To tudi. Se pravi, vzbujati ljubosumje pri drugih, a vidiš? Ljubosumje je v svojem bistvu strah, da nisem dovolj dober. In to je narcistična rana, rana sramu je to.
Samo da narcis pač to odreže od sebe, če bi pa lahko pogledal vase, a ne bi našel pa en nevzdržen sram v sebi. Nisem dovolj dober, napaka sem, nič vreden sem, gnil sem. In valjda, da je tu potem zavist, ljubosumje, vsa ta zelo težka čustva, ki te zelo dovlečejo, a ne, so prisotna. Ženske pa to, ali pa moški, no, če je obratno, pa to čutijo kot to, kar si zdaj rekel, a ne, ni mu prav, kako se ona obleče, ali pokaže preveč, ali pokaže celo kdaj premalo, a se preveč uredi, ali se premalo, skratka, Bog ne daj, da bi ta ženska imela prijatelje, da bi imela kolege, Če bi me sodelavce. imela res rada, bi to naredila drugače, ne. Ja. Bi razmislila še enkrat, če je to krilo primerno, ne. Ja, A je ja. to manipulacija, ne, v bistvu, a bi šla s prijatelji ven, če bi me res imela rada, bi bila doma. To je čustveno izsiljevanje. To je čustveno In to izsiljevanje. počne narcis, ne, Ja, ki ja, ustvarja, ne. absolutno. Mi se bomo danes sigurno vrnila k onemu tvojemu slavnemu božiču, in mailom, ki so prihajali na tisti božični večer, ne. Ko si mi govorila o tem odnosu, kako v bistvu s strahom si pravzaprav zanikala neko dogajanje, ki se je odvijalo na mailih, ne. Ja, Nekim pritiskom, kje bi moral nekdo preživeti božični večer in kje ga ni. ja, Ampak spet, a ne, ta oseba je znala pri tebi izzvati ta občutek nelagodja, da tam nekdo sam, medtem ko se imaš ti lepo, ja. ko ti z družino uživaš v božičnem ali silvestra, sem pozabil, a je božičen ali je silvestrski večer, ampak ne, jaz pa tukaj žrtev. Ne. Narcisi znajo odigrati, ne, da sem jaz prizadet zato, ko imaš ti to krilo Ja. in ti potem že predvidevaš naprej, da naslednjič ne bom oblekla takega krila, ker vem, kako je tebi neprijetno, ne. Ali pa že preprosto, ker vem, da bom spet buzerirana, da bom spet kritizirana ali še kaj hujšega. Na koncu se vse skupaj zvede na preživetje. Jaz sem se najbolj ustrašil primera ene klientke, ki v bistvu je začela stavek, ne, saj jaz njega razumem, zakaj me je mogel udariti, ne. Ja. Veš, ne, se mi zdi, da tam sem, a veš, da ko si ti nesramen, ko si ti želel še nekako, ne, ko je pa ta stavek prišel, ne, saj jaz njega razumem, on je mogel mene udariti, Ja, ne. ja. A se ti zdi, da je uspeh narcisa ravno v tem, ne, da ustvari ta občutek, kot da ti rabiš korekturo, da ti kot soodvisnik rabiš popravek, Ja, ja. ne? Ja, to recimo velikokrat slišim, ko mi rečejo moja dekleta, rečejo, a veš, tako dolgo mi je to govoril, da sem na eni točki, sploh ne vem kdaj, začela to verjeti. A ne. Zdaj, ko se že ven vlečejo, znova vidijo, vsaj malce, kako so določene obtožbe groteskne že, ne samo čudne, kako so nerealne, neresnične, ampak rečejo, ko dan za dnem to poslušaš, začneš verjeti. Eno je, da to poslušaš, drugo je pa, da ne poslušaš pa onega drugega, da ni tako. Se pravi, ti nimaš nekega ravnovesja, ves čas poslušaš samo eno plat. Zraven te je pa strah, občutek imaš, da tega človeka neizmerno ljubiš, bojiš se ga izgubiti, bojiš se, kaj bo s tabo in z otroki, vse skupaj se splete v eno grozno situacijo, v grozno stisko. In potem samo delaš tako, da bi prišel skozi, tako sem prej rekla, preživetje, z minimalno škode. Veš, da škoda bo, ampak dajmo jo vsaj zminimirati, kolikor jo lahko. Na čigav račun? Ja, na svoj račun. Ampak, Aleksandra, zakaj so toliko uspešni, da mi v enem trenutku prijateljice, ki so zraven mene 15 let, starši, ne, ki, dajva reči, primarno naj bi nam hoteli dobro, ne, Ja. Da vsi ti ljudje okoli nas zaznavajo, da me on zlorablja, Ja. ne, da me on v bistvu manipulira, ne, ampak jaz še vedno najdem vse argumente, zakaj te prijateljice morda ne razumejo, kako me zelo ljubi, ne, morda so mi celo zavistne, ne, in poskušam to interpretirati Ja. skozi ta kontekst, ne, da starši morda ne razumejo, ne vejo, kaj je dobro zame, ne. Zakaj je to, da mi hrbet obrnemo vsem ostalim, ne, ki jih spoštujemo, ki jih imam radi, ki vejo tudi, da je obratno, ne. Ja. Zakaj mi lahko v enem trenutku to povsem zignoriramo in iščemo opravičila za njega? Ja, poglej, midva govoriva o soodvisnosti. No, za odvisnost vemo, a ne, alkohol, mamila, karkoli že je,
pravzaprav to, kar si zdaj opisal. Mi bomo zavrgli prijatelje, starše, otroke, partnerje, vse živo, ker nam bo ta odvisnost, karkoli že je, toliko pomenila in bomo tudi našli razloge, celo neke koristi od tega, ne, zakaj to počnemo, izgovore, ker je ta potreba. In jaz bi rekla, tu zdaj že govoriva prav o hormonski ravni. Ne več samo o čustveni, o psihični, hormonski ravni. Tako visoka, tako huda in tako nevzdržna, da bomo zracionalizirali vse, kar je treba, še umor, samo da bomo prišli do svojega fiksa. Karkoli že ta fiks je. In ta fiks je na žalost lahko tudi človek. Zato pa, to je pa ta soodvisnost v odnosih. A ne? Jaz sem tako zasvojena s to osebo, da sem pripravljena zgubiti prijatelje, zgubiti stik s starši, celo lastnemu otroku se odpovedati, samo da bom s to osebo skupaj. Ker je to tisto. Saj ne znamo razložiti, kaj točno je tisto, ampak se ponavadi sklicujemo na ljubezen. On me ljubi, jaz njega, on me razume, vi me ne razumete. Saj alkohol me tudi razume, a ne, mamila me tudi podprejo, ob njih se počutim fantastično. Se gre za isto stvar. En naš hormon nam pravi, veš, to je nekje v enem prispevku tako dobro ponazorjeno, da imamo dva hormona, eden je tisti, ki zazna potrebo, ko se mi zasvojimo in reče, rabim. Ta drugi je pa tisti, ki reče, bom priskrbel. In ko si enkrat navit v to, v ta splet teh dveh hormonov, lahko je to čokolada, lahko je to karkoli, vse veš, poznamo tudi zasvojenost s seksom, s hazardiranjem. Ko se zbudi oni, ki reče, rabim, se takoj še vklopijo oni drugi, ki reče, bom priskrbel. Priskrbiti pa tako, da te v prefrontalnem korteksu te naloge, ki so tukaj, logično mišljenje, previdnost in tako naprej, pričakovanje posledic, omrtvi, tako kot alkohol, da tu te zadeve padejo. Ta razumski, ne, tako, razumski del. Okrepi pa nagonski del, tisti del, ne, ko nam nagon pravi, ne vem, tako kot za vodo. Rabiš vodo, če ne boš umrl. In isto nam pravi, rabiš alkohol, mamilo, karkoli že, če ne boš umrl. In to je ta hormon, ime sem seveda pozabila, ki nas sili početi, rečemo, da nam zamegli možgane. Se pravi, to jasno presojo nam zamegli. Nas sili početi neverjetno. In tu prideva do tiste ženske, ki je rekla, saj razumem, zakaj me je moral udariti. A vidiš, tukaj ni prefrontalnega korteksa in logične presoje. To je en sam nagon. Se je obljubil, da ne bo več, ne? To so pa potem slepljenja in iluzije. Aha, to je pa tudi spet stopna. Ja. Ne? Kot jaz. Ok, greva na to, a je narcis v interesu, da mene izolira od zunanjega sveta? Seveda. Daj mi razloži, zakaj, ne? Ja, s kakšnimi ljudmi je lahko delati? Z ljudmi, ki so prestrašeni, osramočeni in osamljeni, izolirani, kot si rekel. Če imaš ti močno podporno mrežo, te bo veliko težje spraviti na kolena. In ravno to jaz vidim z druge perspektive, ko te ženske pridejo k meni po pomoč, so brez, večina je brez teh podpornih mrež, ker so tekom časa preživetega z narcisom drug za drugim odpadali, prijatelji, sorodniki, celo sodelavci, kolegi. Ona je zdaj sama, pravi, nimam koga. Imam prijateljico, sam se nisva slišali že 2-3 leta. In potem jih je seveda sram. Sram jih je celo vzpostaviti spet kontakt, sploh, če je tu bilo še kaj takega vmes, ne, da so ti prijatelji rekli, ne, ni v redu to, zaključi to zvezo. Take brišemo, ne, ki nam take režemo ven iz svojega življenja. Veš, kak sram je, potem češ, a zdaj ne pa jaz pokličem tega človeka, veš, kaj prav si imel. Jaz sem zdaj v bolečini, v ponižanju, a zdaj ne še pa tistemu svojemu nekdanjemu prijatelju rečem, prav si imel, oprosti, da sem takrat tako reagirala. To terja res ogromno dela, da to zmoremo storiti. In zato je ta izolacija tako vztrajna, to traja. Daj mi probi še malo pisati sramotenje. Jaz iščem te tvoje razmišljanja zato, ker bi rad, da bi čim več ljudi se prepoznali v temu, ne? Ja. Kaj narcis počne, da te osramoti? Ker si ti potem težje socializirana, ker si ti težje v nekem flow ljudi, ki razmišljajo drugače. Kako te sramoti? Pa veš, kaj to sramotenje, jaz bi rekla, največ seveda poteka za 4 stenami, tam je zelo direktno. A ne? Ne znaš, ne zmoreš, nisi sposobna, si debela in tako naprej in tako nazaj. To je recimo zelo pogosto, da moški
pri nas rečemo, je še vsaj nekaj teh vlog, kaj je moško delo, kaj je žensko. In to se mi zdi tako hecno, ko moški recimo reče ženski, da ne zna likati, da ne zna prati perila, da ne zna sušiti perila, ne zna ščipalk prav na perilo nastaviti. A ne, ko so vendarle bolj ženska dela. In se recimo pol zgodi, da ženska obupa, reče, potem pa to počni sam. In če smo že pri perilu, se potem tudi izkaže, da je perilo, ki ga on opere, potem zaprano ali pa skrčeno, ker je prav na previsoki Pa narcis to temperaturi. naredi pol? Ja, naredi to, zato Aha. ker če bo ženska dovolj močna, da bo vztrajala, oziroma soodvisniški partner, tudi če je to moški, a ne, okej, si rekel, da ne znam, peri sam, bova oba zadovoljna, jaz bom imela mir, ti boš imel pa v redu oprano. A ne, zveni krasna rešitev. Ampak potem v praksi je to tako, a ne, da bo tudi pripombe dajal. Moram si sam prati, ker si ti nesposobna. Ne, ker sem jaz prekritičen, ker si ti preveč nesposobna to početi. Sramotenje je lahko v postelji, pri seksu, kjerkoli. Nisi dosti dobra. Ja. Nisi dosti dobra, in pa seveda, če se njemu kaj zgodi, če se bo on polil z juho, ali če bo v postelji kaj narobe, je ona kriva. Aha. Ker ga je ona pripeljala vedno najdejo en neverjetni izgovor, nekaj je ona storila, mogoče tudi že zjutraj, da je zdaj zaradi tega se nekaj njemu slabega storilo. Nikoli ne prevzamejo odgovornosti. Aha. A ne, zdaj zunaj narcis na splošno v družbi ne sramoti toliko, ker želi narediti dober vtis. Razen če je v družbi, kjer se počuti dovolj sprejetega, sproščenega, ve, da ima vse ljudi že v malem prstu, potem bo znal spustiti kako sarkastično svoji partnerki. Ja, a ne vidiš, da so ljudje že žejni, prinesi pijačo, a veš, ali pa tek na tak način, tek malce zviška, a ne, ona bo seveda tiho. Pokroviteljsko. Tako, ona bo pa s smehljajem, samo da ne bi pokazala, ne, ker jo je sram, njo je sram. Zaradi sramotenja, valjda. Ker se ni ona sama dovolj zgodaj spomnila, da so ljudje žejni. Ja, karkoli. Ja, razumem. Okay. Ampak narcis v resnici hoče imeti najboljšo ženo zraven sebe, ki je najlepše oblečena, kadar on nastopa. Ne? Ja. Ker je to tudi odraz njega samega. Tako. In tako. Tukaj ne bo on navzven poskušal, ne? Zato ko včasih rečejo, ko greva pa ven, se pa moj tako lepo obnaša do mene. Ja. Ker je v bistvu to podaljšek tudi njega, narcis to razume kot, ne? Zato so to zgledni, kaj si, ali pa ne, kako ga lande. Tvoj pa res poskrbi za tebe. Tvoj pa res lejše plašč je prinesel. Ja. Nažalost, moj tega že 20 let ni naredil. Ne? Poslušajo te žrtve od drugih, kako je on v redu, kako je kavalirski, vedno pripravljen pomagati človeku, ljuben in tako naprej. Ne? Ampak wow, to, kar si zdaj rekel, je spet tako pomembno, zato ker tu pa prideva do tega. Se pravi, on hoče trofejo, najboljšo ženo, res je, zunaj se bo z njo hvalil. Doma bo pa ta najboljša žena služila kot kanta za smeti, da bo vanjo zmetal vse tisto, kar pri sebi ne prenese. Ker na nekem nivoju narcis ve, ali pa vsaj kratkotrajno začuti, da je recimo naredil napako, da se je morda osramotil, da je nekaj narobe naredil, skratka, nekaj, česar ne prenese. In takoj to prevrže na njo. Sam bo načel temu, ni nujno, da jo ona načne, lahko jo sam načne. Ja, veš, tam, ko sem parkiral tako nerodno, to je bilo zato, ker, evo, in bo takoj krivda na njej, na otrocih, na nekom bo, ne na njem. Se pravi, v bistvu imamo, ja, to je moja žena, najlepša ženska sveta in ljubezen mojega življenja, to je moja ženska. Si rečemo, aha, to je človek, ki svojo žensko idealizira. Super, to še ni tako slabo. Ampak, ko prideta pa domov, se zgodi pa razvrednotenje. Takrat boš pa ti, tisti moj podaljšek, kamor jaz prenesem, sprojiciram vse tisto slabo, grdo, nemogoče, česar jaz sam ne smem imeti. In tega so se narcisi naučili kot otroci. V otroštvu se to zgodi, ne more se v odraslosti. Kje pa se to učim? Zakaj se to učim kot otrok? Zakaj to doživljam? A je to zato, ker prihajam iz toksičnega odnosa, tudi sam, v katerem je nekdo bil lahko tudi narcis? Kje ti vidiš razloge, zakaj nekateri to dobijo ali pa se učijo kot otroci? Ogromno je v bistvu vzrokov. Omeniti velja vsaj recimo rano zapustitve, rano zavrnitve. To sta dve rani, ki bolj ali manj jo doživimo vsi, človeštvo nasploh, vendar pa pač v različnih recimo odmerkih. In ker smo tudi mi kot osebe različni, ne reagira tudi vsak enako. Tudi če bi bil odmerek rane enak, ne bi vsak čisto enako odreagiral. Nekdo bo šel morda bolj v depresivno smer, v
to, psihotiki so pa, kaj so ta drugi, pomagaj mi se spomniti besede. Zdaj sem pa bos. Nevrotiki, Nevrotiki. a ne, nekateri bomo šli v nevrotično smer, jaz sem definitivno šla tja. Drugi pa bolj v psihotično smer, tu so potem bolj nevarne te zadeve, da postaneš, recimo, da dobiš to narcistično omejno in druge take osebnostne motnje, a ne. Se pravi, rane so pretežke. Potem pa strani staršev ali pomembnih bližnjih v otroštvu, tudi vrstnikov, tudi učiteljev, vzgojiteljev, da dobivamo skozi ta sporočila: nisi dovolj dober, nisi v redu, naj te bo sram, ne kaži čustev, razen mogoče veselje lahko pokažeš, srečo, ne smeš kazati jeze, žalosti, zlasti se veš, pri fantkih bog ne daj solz, pri punčkah bog ne daj jeze, vendar pa na splošno sploh ne želim, da mi kažeš zavist, zamero, nobenega od čustev, ki so pa vendarle del vseh nas. Ampak ti hočeš reči, da jaz v bistvu zaradi tega, ker sem žrtev ene take situacije, ne, Ja. nisi dovolj dober, Ja, pravzaprav razvijam to narcistično tako, pozicijo. Wow, tako. okej. Ker to narcistična osebnostna motnja je način obrambe, kako se je naša psiha skušala zavarovati. In če ti nekdo tako močno pritiska na to tvoje človeško dostojanstvo, da si kot človek nekaj vreden sam po sebi, da smeš obstajati sam po sebi, in ti nekdo skozi to ruši, kruši in ti v bistvu dopoveduje, da si gniloba, izmeček, boljše bi bilo, da te ne bi bilo, uničil si mi življenje in tako naprej, je na eni točki nekaj se bo razlomilo, na tak ali drugačen način. In pri narcizmu se psiha razcepi. In tisti del, ki je torej slab, tako kot pravi mamica, očka, otrošica v šoli, tisti del, ki je slab, nesposoben, len, sramureden, odpade nekam. Narciz ga odreže od sebe. Ostane samo: sem dober, sem popoln, sem sposoben, sem najlepši, sem najmočnejši, če pa slučajno še nisem, pa bom, a ne, in se usmeri v to. To postane tisto sidro varnosti za narcisa, ampak potem pa tak narcis pozna eno povprečno osebo, ki še vedno vsaj nekaj čuti, kaj se zgodi, ko bo recimo prijatelj ali sodelavec ali partner, partnerka pokazal solze, pokazal jezo, pokazal zavist, sram, karkoli. Zaboli, a ne? Narcisa to tako globoko zaboli, ker on, narcis, je moral pa to odstraniti, ne sme imeti. In če ne smem imeti jaz, ne smeš imeti ti, ker me preveč boli, ker je nenormalno. Jaz tle samo razmišljam ta en moment, a veš, jaz sem s tabo šeril to, da sem na nek način v eni svoji lastni diagnostiki prepoznal svojo mamo kot narcisa, ne, Ja, v odnosu do mene, tudi mogoče zelo teh vzporednic, o katerih ti govoriš, a ne, zdaj mogoče memoriram res, da mami ni več z nami, ampak se mi zdi, da sem si mogoče tudi šele pol takrat kasneje to dovolil nekako obesediti oziroma to razumeti, ampak zdaj me v bistvu na nek način strah tega razmišljanja, koliko je tega v meni, ne. Zato, ker se mi zdi, da so, če sem narcis, ne, da sem potem zelo dober v prikrivanju tega, ne, ali pa kamufliranju tudi samemu sebi, a ne. Jaz mislim, da sem toliko trezen, da če bi mislil, da to sem, da bi to znal tudi v odnosu s tabo ali pred kamero ali pa za kamero skomunicirati, ampak tako razmišljam, a je možen, da si tudi ti v resnici v prepričanju, da nisi narcis. ja. V tako globokem prepričanju, Ja. da to, kar ti drugi rečejo, tole si pa zelo narcistično, ne vem, pohendlal ali pa naredil, a ne. Ja. A sem lahko sam pol narcis? A veš, kaj razmišljam? Ne, a sem lahko samo, ne vem, do svojega partnerja, a sem lahko narcis samo... Ne, to ne verjamem. To ne verjamem, samo gre za samo stopnjo pretvarjanja. Tu bi rekla tako, za zunanjega opazovalca ja, ampak v resnici gre samo za stopnjo pretvarjanja. Ampak pol narcis, malo hecni izraz bi je bil, zato sem se zasmejala. Ampak v resnici imaš prav, v smislu, lahko imaš, to je motnja spektra, lahko imaš, ne vem, recimo, če vzamemo, ne smemo, pa recimo for the sake of argument, da rečemo, ok, če imaš več kot 5 narcističnih lastnosti, si narcis. Recimo, da je tako preprosto. Recimo, da jih imaš ti 6. Potem si čisto na začetku spektra, je tako. Nekdo jih ima pa 16, je pa na zadnji tretjini spektra, nekdo jih ima pa 20, je pa že na skrajnem polu, na koncu spektra, kjer se že morda spogleduje s kako psihopatijo.
a ne. Se pravi, je motnja spektra, ampak jaz mislim tako, res, če se ti res iskreno sprašuješ, ali si narcis, Pa sem že. potem nisi. A, Ker narcis bo zanikal, da je. Aha. Narcis bo zanikal, da je. In res v resnici ne bo vedel. Takoj a priorno bo zanikal. Šel bo v to, kako bi lahko bil jaz narcis, če sem tako dobrosrčen, tako pridno delam, tako skrbim zate, a ne, našel bo te svoje dobre lastnosti, ki so morda do neke mere celo resnične, v veliki meri so pa še zraven namišljene in jih on samo predstavlja kot tako lepe in se tega oklepal in ne bo mogel sprevideti. A ne, če mu boš ti začel lepo dopovedovati, lej, kadar to pa to počneš, bo narcis rekel, ampak jaz ti hočem samo dobro. Jaz to počnem iz ljubezni do tebe, a veš, ne zmorejo samorefleksije. Če ti zmoriš toliko samorefleksije, da opaziš, da si v kaki potezi narcističen, bi jaz rekla, je ravno to dokaz, da nisi. Ker v nekaterih si zagotovo, tudi jaz sem, se pravi, vsi smo. Imaš tudi test na internetu, narcistična osebnostna motnja, reši ga pošteno iz srca, pa boš videl. Nec bomo dali povezavo do tega testa, a ne? Ja. Pa da oba dva rešiva, pa da vidva, če to je. Ok. Mene sam ena, veš kaj, bega me pravzaprav to, kako je vse zelo jasno, Ja. ne? Pa vendarle, ne, tak velik procent. A si kdaj razmišljala o tem, kakšen procent je ljudi z narcistično motnjo? Včasih razmišljam malo o tem, ja. Ja? Čeprav se veš, jaz nisem tule, ne morem biti zares nepristranska, ravno zato pravijo, če si kladivo, vsak problem vidiš kot žabu, a ne. In ker sem jaz tu kladivo v smislu, a ne, ker je to fokus moj, valjda, da se k meni obračajo ljudje, ki imajo težave s in pa se partnerji. zdi, da so vsi. Tako, in potem se zdi, da je tega grozno veliko. Ok. Je pa res, da družba zadnja desetletja ful poudarja narcistične vrednote, že sama družba. To je pa res. Kada jih kličemo. Ja, Ok. ja. A bi lažje mi mogoče pomagala tudi razumeti razliko med narcisom pa med egocentrikom? A veš, nekom, ki je v egu, Ja, nekdo, ki je jaz, a ne? ja. To še ni rečeno, da je to narcis. Ni Ali- nujno, je sicer je pa- zelo značilna lastnost, Ok. ni pa nujno, ja. Ok. Ja, lej, če govorimo zdaj o narcisu kot o motnji, za motnje je značilno, da ti res ful pomembno vplivajo na življenje in tvojim bližnjim, a ne. Medtem ko recimo egocentrik je lahko, pa res egocentrik mogoče malo bolj na enem področju, pa manj na drugem, tako kot si prej rekel. Se pravi, da mu recimo v službi bo ta človek morda krasno funkcioniral, pa doma slabše ali obratno. Če je pa to motnja, pa ti ne moreš sebe izklopiti pa vklopiti. Dejansko boš na vseh področjih toksičen. Vprašanje je samo, koliko se boš zmožen pretvarjati. Recimo egocentrik pa morda lahko, recimo na področju ljubezni do živali, res iskreno dela za živali, dobro. Brez pričakovanja, poglejte me, kaj vse sem storil, a ne, trkati se po prsih. Res lahko, ampak je na enem drugem področju egocentričen. In pa odvisno je spet količina, ali se zadeva stopnjuje, ali postaja vedno bolj egocentričen, koliko so tu zraven ti dodatni mehanizmi izkoriščanja drugih, preden lahko midva potem recimo reče, aha, to se pa že nagiba tja proti motnji. Ali je prisotno vsaj malo vesti, ali čisto nič. A je vsaj malo empatije, ali čisto nič. Jaz sem imel eno situacijo sem imel poslovno, ne, ko je nekdo zelo uspešno zavedel ljudi, pobral denar za stvari, ki jih potem ni mogel dostaviti, dobaviti in tako naprej. Ja. Ampak v bistvu je šlo leto mimo, ne, ko so kupovali te njegove laži. Ja. Zdaj se še ni to zgodilo, tam luna ni pravokotno na, ne vem, ne. Ja. To bojo zdaj dostavili, to še niso, ne. Ja. Zakaj, a mi mislimo, da vseeno hočemo verjeti v to zgodbo, ne? Ja. Da ti ljudje, a veš, da imajo krila, da v bistvu Ja. v enem trenutku ne, lahko prodajo bullshit eno leto, pa ne. Ja. To so tako v bistvu samozavestni in sofisticirani v tem, kar prodajajo, ne, ko nas zavajajo in tako. Ja, ali pa so tudi precej nerodni pa prozorni, ampak če smo mi na točki, kjer to želimo slišati, nam bojo. Nam bo še tako nespreten človek dejansko lahko, kaj šele bolj sofisticiran, ja, prodal. Ob tem sem pomislila na te številne primere, žal tudi v Sloveniji, tega catfishinga, ne, teh spletnih prevar, teh angleščina reče sextortion, izkoriščanje na podlagi recimo seksi slik,
jaz tebi pošljem svojo seksi sliko, ti meni, moja je seveda ukradena z interneta, tvoja je resnična in zdaj te izsiljujem, a ne, recimo. Ampak kaj pa ta, zdaj si, razumem izsiljevanje, ampak kaj pa ta zgodba, ki jaz res želim verjeti, da je ta človek, ki v Iraku služi vojsko in je njegova mama zbolela za rakom in rab sam še 40,000 evrov, da jo ozdravijo in jaz ti nakažem. Ampak tle imam jaz težavo. Pa veliko težavo. Da sploh to kupam. Izredno. Tu se vidi ta grozljiva moč iluzij. Se mi zdi, to je pa najboljši primer, če hoče kdo videti, zakaj so iluzije tako nevarne, lahko samo eno tako oddajo pogleda, Dr. Phil jih ima veliko, kjer torej je tamle žrtev in ta žrtev je tako prepričana v tisto sliko, ima pa mogoče 3 slike, to je vse, tega človeka, zato ker je ta človek 1 leto, 2 leti masiral, kako jo ljubi, klical jo je honey, sweetie, I love you, to je padlo že v prvem tednu ali še prej pogovora, ne, potem se je začelo ono, ja, bi prešel k tebi, nimam denarja, sem brez vize, sem brez pasoža, karkoli že, a ne, in ker pošiljajo denar. Na eni točki je prenevarno, da bi se odrekli tej iluziji. To sem jaz prepričana. Na eni točki pogruntajo te žrtve. Ampak takrat so že tako globoko, da je nemogoče se soočiti, je lažje verjeti, vse če mu še 100,000 nakažem, on mi je itak obljubil, da mi bo vrnil milijon, in pa prišel bo k meni, se bova zares poročila in vsem bom dokazala, ki me opozarjajo, da ni res in da je on iskren in da je to, da je on resnična oseba. Na eni točki je treba ostati v iluziji, ker je strah pred budnostjo, pred realnostjo prehud. Ampak če greva zdaj spet nazaj, to se mi zdi spet en moment, ampak če greva zdaj nazaj v ta segment partnerskega odnosa, spet ta stavek, ki si ga rekla, ne, v enem trenutku boste videli, kako zelo me mrata, ne, kako se vi vsi motite in ne razumete, da je najina ljubezen večja kot vse vaše, ne. In zato sem pripravljena še to, tam so prej rekla, plačati, tle pa še to potrpeti. In v enem trenutku vam bom jaz dokazala. Aleksandra, da nam ne zmanjka časa, čeprav si ga lahko vzamejo, kolikor ga hoče. Noro se mi zdi govoriti o narcisu kot otroku. A lahko par besed na to temo, kdaj smo starši nori, ki si predstavljamo, da nekaj takega sploh povežemo oziroma pomislimo, ali pa kdaj se to dogaja. Bi rekla iz svoje prakse, iz svojih spoznanj in zaznav, a bi rekla, da to je možno? Jaz res moram posebej poudariti, da nimam nobene vzorčnih izobrazb, da bi lahko kakršnakoli taka dejstva navajala, samo to lahko povem, kar pač opažam, tako kot si rekel, v svoji in lastni in praksi z delom z drugimi, pač na podlagi vsega tega, kar sem tudi sama prebrala, poslušala in tako naprej. Verjetno je res težko govoriti prav o motnji pri otroku, čeprav vem, da v tujini to počnejo. Diagnosticirajo tudi 3, 4, 5-letnike s to motnjo in tu bom rekla, vem premalo, da bi lahko se opredelila, a je to prav ali ni prav, a je sploh možno ali ni. Ampak si pa mislim naslednje, ker to pa vidim, otroci kopirajo naša vedenja, to je dejstvo, učijo se s kopiranjem, recimo jezika se otrok uči tako, da za nami ponavlja. Kar pomeni, če naš otrok odrašča v bližini osebe, ki je narcisoidna ali ki ima celo narcistično motnjo, mama, oče, babica, dedek, nekdo, s katerim je otrok veliko v stiku, bo on otrok ta vedenja kopiral. In če bojo še ostale okoliščine pravšnje, dejansko lahko, torej vedenje že ima, obrambe že ima, lahko pride res do narcističnega razcepa. In bo otrok dobil to motnjo, verjetno, moje mnenje, nekje pri 12, 14 bi jo lahko že diagnosticirali. Ampak pri nas tega ne počnemo, pri nas se to do polnoletnosti sploh ne diagnosticira, enako velja za mejno osebnostno motnjo. Kar po eni strani tudi ni prav, ker če ne veš kaj, kako boš potem vedel, kako s tem delovati. Tako, ne samo kako zdraviti, tudi recimo kot starš ali svojec take osebe, kako ravnati, kako se ti vesti, da boš zadeve optimalno reševal in tako naprej.
Ampak, a veš, otroci imajo še te razvojne faze vmes. Vmes sta 2 narcistični fazi, ki sta čisto normalni, ki smo ju vsi skozi dali. In je že tu malo škakljivo. Potem je še pa puberteta, a ne, to je pa itak tisti čas, ko saj veš, kaki so takrat otroci, vse, kar je bilo prej, jim všeč, ker naenkrat je zoprno, je cringe. Začnejo se morda z bolj sceničnimi stvarmi ukvarjati, želijo biti bolj frajerski, predvsem se pa trgajo od staršev. In takrat, bom rekla, neka mera tovrstnega narcizma je v bistvu potrebna, zato da pride do te odcepitve med staršem in otrokom, da ne ostaneta zlita, ker to ni v redu, to ni zdravo. A ne. Če je pa zraven že prisotno nekaj teh narcističnih obramb, nekaj stvari, ki spadajo k motnji, je pa puberteta res kot olje na ogenj. A ne, že tako gori, da se ne veš kam umakniti, potem pa zabukti in te lahko tudi hudo opeče. In taki starši so dejansko v težkih situacijah, pomoči pa pri nas za zdaj še ni. Sploh, če niti ne diagnosticiramo. Tako. A je mogoče na prvo žogo prehitro, če rečemo, ne vem, tega fanta, v Srbiji smo, ne, vsem na očeh spremljali pa to razmišljali. A prehitro neko čudno vedenje ali pa odklonilno vedenje etiketiramo tudi s takim razmišljanjem, ali je to že, ne vem, spet greva v neko diagnostiko, tako kot si sama rekla, nisva strokovnjaka, Ja. ima pa nekaj vpogleda. A je narobe, da iščemo etiketo, ali je pomembno, da dajemo etikete otrokom ali pa ljudem? Ja. Veš kaj, jaz bi tu najprej razmejila, kaj je etiketa in kaj ni. Ker vidim, da včasih kar zelo hitro rečemo, da lepimo etikete, čeprav jih seveda tudi res včasih hitro lepimo. Ljudje smo bitja jezika. In če se znajdemo v prostoru, kjer bo 6-7 predmetov, ki jih vidimo prvič v življenju in nimamo pojma, kaj so, in jih ne znamo poimenovati, bomo doživeli stisko. Narasel nam bo srčni utrip, narastel nam bo srčni tlak, lahko nam začne šumeti v ušesih. Prav stisko bomo doživeli. Zakaj? Ker kar naenkrat naša realnost nima več imen. Ljudje smo jezikovna bitja in potrebujemo imena. In enako velja za kakršnokoli bolezen že imaš, ali motnjo, ali težavo. Tudi, ko ti v stanovanju nekaj ne špila, želiš vedeti, kaj je zdaj, a je vodovodna napeljava, a je električna napeljava, ne, želiš vedeti, zakaj. Ja, potem boš to začel lahko reševati. Sanirati, ne. Ja. Ja. In enako je pri teh zadevah. A imam depresijo, a imam bipolarno motnjo, a imam shizofrenijo. Želim vedeti, zato da prvič imam en občutek nadzora, ne, nad stvarmi, in drugič, da lahko saniram, ja. Da vsaj malo se lahko pozanimam, kako pristopiti k temu. Tako da s tega vidika poimenovanja jaz spoštujem in sem za njih. In ko sem bila sama v svojem procesu, jaz sem bila najbolj srečna, ko so stvari, ki jih jaz prej nisem poznala, dobile ime. Ko je nekdo rekel, aha, veš, kaj zdaj počneš, zlivaš se. Veš, kaj si, soodvisna si. Meni je to bilo, kot da mi je se Marija prikazala. Končno imajo te stvari, ki so bile prej megla in strah in groza in sram, ime. In ne samo to, da imajo ime, tako znane so, da se o tem piše, da si lahko iz knjige preberem, da to psihiatrija in psihoterapija dobro pozna in s tem dela. Se pravi, nisem jaz edina, ki ima take težave. To je pogost občutek, a veš, pri žrtvah. Jaz sem edini, ki je tako zavožen, ki se mu to dogaja, ki to tako občuti. Ne, tega je toliko, da je o tem kup blogov, posnetkov, knjig in tako naprej. Se pravi, z tega vidika ja. Drugo je pa recimo, da bi, a veš, kar, ne vem, enega človeka spoznal, bil z njim 1 uro, pa rekel, ta je narcis, ta je psihopat. To Ne, ne, to pa ne. nima smisla. Kaj pa, če sumim, da je moja najboljša prijateljica narcis? A veš, kako boš to prepoznala, kako boš to videla, kako boš to zaznala? Po teh tipičnih simptomih. Čisto isto, ne? Ja. Ali Čisto isto. ali me je zmožna poslušati, ali mora imeti ona vedno prav, ali se je zmožna vživeti, pokazati empatijo, ja, v moje življenje, v moje občutke. Ali mi pusti do besede v končni fazi, a ne, ker narcisi so izvrstni retoriki, odlično govorijo. Najbrž se tebi zdi tukaj, da sem jaz kar dober retorik, si mislim, ampak povem ti, ko pridem jaz v družbo narcisa, jaz zmrznem. Odpoveš. Ja. No, pa mogoče vendarle nisem narcis, ne? Nisi. Nisi. Daj me pelj zdaj v najpomembnejši del najinega pogovora, a ne. Okej. Ko, se pravi, prepoznal sem, lagal sem ves ta čas, ne, in iskal izgovore za
tega nekoga, s katerim sem v soodvisnem odnosu. Ampak zdaj sem prišel do točke, ko tega ne želim več. Se pravi, čutim, da imam pogum, Ja, čutim, da bi se upal, ne, ja, te osebe umakniti. Verjetno je to grozen težek, grozen zahteven proces. Tudi takrat, ko sem že v zavestu, da ja, je problem. ja, ja. Kako ti vidiš, kaj so pravila, skozi katera najlažje pravzaprav to premagam? A je to kirurški rez, da se umikam, Ja, a ti vseeno dopuščam, da vendarle zaradi otrok moram še to pohendlati, a vendarle zaradi skupnega premoženja moram še vedno dol pogoltniti, da bi zdaj sam vedela, kako ti vidiš v bistvu ta najboljši umik ja. oziroma A veš, od situacije je veliko odvisno, ker so situacije, ki terjajo čisti res, drugače ne bo šlo. Drugače bo žrtev, ne maram besede Jaz sem žrtev, tule ampak zagovornik. zavedno ostala tam, ujeta. Ja, Ne. jaz sem po mojih izkušnjah, spet nisem strokovnjak, ampak spet po mojih izkušnjah, je čisti res pravzaprav skoraj edina, ne, stvar brez zanke, Ja, skozi ja, katero se tako. vedno znova lahko ujameš, a ne. Ja. Se pravi, če je možno, čisti res, in so situacije, v katerih je nujen čisti res, namreč, če imaš ti s tem človekom skupno premoženje, pa dobro premoženje, če imaš otroka, potem ne moreš narediti čistega reza. Tega ti naš sistem v državi ne dopusti. Ampak je otrok obligiran, da še naprej ima tega starša, ne glede na to, a je to starš z diagnozo narcistične osebnostne motnje. To v našem sistemu za zdaj ne igra nobene vloge. A ne. Edino, kar lahko računaš, je, da bo dobil malo manj stikov, ampak bo pa še vedno lahko oziroma mora otrok. Ampak na ta način bo še vedno rovaril in še Ja. vedno soustvarjal tudi dinamiko, v kateri ti živiš, oziroma Tako, v ker se kateri moraš ti ti z njim bivaš. dogovarjati za stike, za Ja. izjeme, za pravila, jutri imajo v vrtcu to in to, moraš vzeti to in to, priložila sem to in to. Take informacije je treba podati, a ne, in narcis bo vsake take komunikacijske kanale izkoristil, da bo skozi njih tudi ves čas napadal. Saj ni čudno, da je tako, ni čudno, da je otrok prehlajen, ker ti to pa to pa to, spet je žena, a ne, vsega kriva, oziroma bivša partnerka. Da jih zastrašujejo, da jih morda tudi snubijo ponovno, vabijo nazaj v odnos, vse živo. Ko ti narediš čisti rez, si rešen predvsem tem. Ampak se pravim, to ne moreš narediti, če imaš skupnega otroka. Sicer pa ja, ampak tudi to je težko narediti. Ok, imel sem pa ene par caseov, Ja, kjer so se stvari zložile na način, da je našel boljšo verzijo, v narekovajih, ne. ja, Večjo željo po preoblikovanju, ja, bolj zadovoljivo, ne, pozicijo tega njegovega. ja, To je v bistvu po mojih izkušnjah v bistvu skoraj edina rešitev, ja. ne, da najde, a da lahko temu rečem, drugo žrtev, Ja, ali pa tako. bolj pridno, ne, bolj poslušno, Ja. A je to v resnici lahko en v mindsetu, ne, da ne bom se več vračal in ne bom hodil več tebe urejati, ker imam tam nov poligon in tam Ja. zdaj delam. Ja. Mislim, to, kar si zdaj izgovoril, je meni grozno težko izgovoriti, ampak res je tako. Se pravi, če on v tem času že najde novo žrtev, je To je to za rešitev bivšo zate. žrtev eden od največjih plusov. Ja, ker se ta, veš, žareči fokus končno premakne na Na novo nekoga drugega. žrtev. Ja, čeprav še nekaj je treba tu pomembno je, da se poudari. Če prejšnja žrtev, torej bivša ženska, zelo močno odigrava, da je še vedno hrana njemu, kar pomeni, da močno reagira na vsa ta njegova sporočila, da ima močan strah pred njim, da je zadeva na polno laufa na sodišču, na CSD-ju, skozi so neki sestanki, kjer on skozi dobiva ta občutek, kako se ga bivša še vedno boji in kako on zmaguje. Se zgodi naslednje. Z novo žrtvijo ima potem resnično medene tedne. Čudovito. In nova žrtev takrat je v resnici v 9 nebesih. In to lahko traja tudi leto, dve. Odvisno, kako dolgo bo še od bivše zaradi vsega tega on pil. Zato jaz učim vse, ki se name obrnejo v takem primeru, održi energijo. A ne, odrezati ne moreš komunikacije, ne smeš, zaradi otroka. Održi energijo. On ti napiše takle SMS, v katerem je polno zmerjavk, obtožb, očitkov in tako naprej, tudi groženj. Ti se osredotoči samo na tisto resnico, kjer te je vprašal vmes, ne vem, a jutri velja ob 8 za stik, recimo, z otrokom. Samo na to.
da jutri velja ob 8. Ne zapadi v hranjenje, Tako, ko se odzivaš tako, na to, ja. ne. In potem, veš, ko začnejo, ko zmorejo, kar tudi ni lahko, ko zmorejo počasi začeti umikati, zapirati pipco, jaz rečem, takrat se pa čez čas, recimo še vedno bo trajalo mesec, dva, začne on potem hraniti pri tej novi žrtvi. Vedno manj je interesa, velikokrat je potem tudi vedno manj interesa za lastne otroke. Aha. Prej se je bil pripravljen boriti na Aha, sodišču bo za več umrl za stikov. njih, ja. Ja, kar naenkrat pa še takrat, ko stik je določen, nima časa in ko mu partnerka bivša ponudi nadomestilo stika, v redu, a bi rad jutri, ne, tudi jutri ne utegnem. In so recimo otroci odrinjeni na stranski tir, ker je zdaj, a veš, pod žarometom je zdaj ta nova zveza, nova ženska, nova žrtev, ki jo on še vedno idealizira, se pa že hkrati z njo tudi hrani. Tako da to, če slučajno naju zdaj posluša kdo, ki je v tej situaciji, odrežite energijo. A je lahko ki je do mene bil narcis, ki je v vezi z Jožico, ni narcis? Ne, to se ti samo zdi. A. Ja, to je tudi pogosto vprašanje, ki ga dobim. Ja, zato ker mi vidimo od zunaj sliko, skozi okno gledamo zdaj to zgodbo, nismo več del nje. Mi ne vemo, kak je on, ko sta z Jožico v džakuziju, pa v kuhinji za mizo, pa v postelji, pa vsak v svoji službi pa se kličeta. Nismo muha na steni, ne vemo. Navzven lahko kažeta, happy, medeni tedni, z njo gre na kavo, z njo gre na potovanje, z mano ni hotel nikamor. Ja, ampak Prav, vse prej tisto, kar je poslej- pri meni govoril, ne, Ja. Zdaj tam zdaj izvaja. počne. Ja. Aha, zato, ker v bistvu je v medenih tednih, tako bi si Tako. ti rekla. v Sploh pa, času. če ve, da ga ona še spremlja, ta bivša. Aha. A ne? Ker a ni krasno, fantastično, ti bom že pokazal, ti si mene zapustila, ti bom že pokazal, še žal ti bo, poglej, kaj zmorem. A ne? In bojo slike z roko v roki, recimo prej je vedno se posmehoval ljudem, ki se sprehajajo z roko v roki, kar naenkrat na Facebooku za profilno sliko, kako on to novo žensko drži roka v roki, a ne? A veš, to so A te to je še bodice. vedno v bistvu udarc. Ja, udarc Oni bivši, prejšnji tako, zgodbi, tako. Na energijski ravni še vedno, tudi če ti odrežeš energijo takole, še vedno on čuti, dokler trpiš. Še vedno narcis na energijski ravni mu še vedno priteka tvoja energija. A ne, je pa ogromno, da si na komunikacijski ravni energijski del odrezal. To je v naši moči. Energijo bomo pa odrezali takrat, ko bomo res zaprli to rano, čist nič prej. A narcis lahko zaradi neke življenjske izkušnje, neke življenjske situacije doživi razsvetljenje in v enem trenutku začne delovati nenarcistično. A veš, a imava, ne vem, ker alkoholik je malo ozdravljene, ne? Ja. A veš, ne? Ja, ampak alkoholizem ni motnja osebnosti. Motnja osebnosti pomeni, da so se nam v otroštvu že začeli možgani dejansko spreminjati, struktura možganov. In je v odraslost, ko pridemo, dejansko ta struktura spremenjena. In so, tako se pravi znanost, da so te spremembe nepovrnljive, a ne? Ne moreš v prvotno stanje, čeprav je znano, da so možgani zelo plastičen organ in se da marsikaj z njimi storiti. Jaz iskreno mislim, da ne. Vprašanje, ki si mi ga zastavil, a se lahko tudi near death experience, karkoli. Iskreno mislim, da ne, dopuščam pa možnost, ker se veš, na tem svetu je možno vse, da je, ne vem, 0,1% možnosti, da je možno to. Jaz sama pač ne poznam niti osebno, niti preko dela z drugimi takega primera. Poznam pa druge primere, ko so doživljali težke stvari, prometna nesreča, smrt bližnjega in tako naprej. Skratka, neke travmatične stvari, narcisi, in jih je to samo še bolj zasidralo. V tistem, v čemer so bili že prej, bodisi so bili reševalci, bodisi so bili žrtve, karkoli so že bili, jim je ta travmatični dogodek še pojačal ta način vedenja. Se pravi, ni prišlo do spremembe, ampak do poglobitve obstoječega vzorca vedenja. A obstoja, samo še to, a obstoja vendarle kakšna rdeča nit? Ne vem, a bi rekla, da ki snemajo podcaste, pa delajo na televiziji, pa ne, da so bolj nagnjeni k temu. A obstoja, ne vem, ljudje, ki so v zdravstvu, ne vem, sebe dojemajo drugače, pa vidijo drugače. A bi lahko kakšno rdečo nit potegnila, pa bi rekla, to je profil narcisa?
Glej, za začetek bi morala midva najprej razdeliti narcise, ker imaš odkrite narcise, take boš prej našel recimo v show biznisu, to so, jih tudi hitro prepoznaš, želijo biti v središču pozornosti, želijo biti glavni in tako naprej. Potem imaš prikrite narcise, ki so lahko pogosto v ozadju, tako rekoč skoraj nevidni, delujejo pa zelo požrtvovalni, dobrosrčni, dobre duše in tako naprej. Take lahko najdeš recimo v zdravstvu in v podobnih poklicih pomoči, tudi v Tam psihoterapevtskem izgledajo poklicu. vrhunski, ne, in koliko so oni. Ja, tako, okej. tako. A veš, je že tu razlika, kako se bojo vedli. A so ranljivi narcisi, a so maligni narcisi, a ne, recimo, če zdaj tako zelo na grobo rečem, ti odkriti narcisi, ki jih je najlažje prepoznati, recimo, da so v glavnem najmanj toksični, so še vedno, vendar najmanj. Ja. In njihova rdeča nit je pač basically to, poglejte me, lep sem, pameten sem, najboljši sem. In tudi to, če kdo kaj rabi, sem tu. Zelo taki, a ne, v bistvu zato so tudi tako sprejeti v družbi. Potem imaš pa maligne oziroma prikrite narcise, tisti bojo šli pa v žrtev, tega pa nikoli ne vidite, kako sem jaz to in to in to, recimo. Bojo se držali v ozadju, ko bojo pa prišli do besede, bojo pa imeli kaj povedati. Tako da bomo vsi obstali, da se bo nam dobudila krivda, slaba vest, občutek temu človeku je pa res treba pomagati, celo življenje se mu že krivica godi. Se pravi, tam bo pa rdeča nit, a ne, jaz sem ubog, dobrosrčen, izkoriščan, vedno nastradam v življenju, poglejte me, kako trpim. In se čudite in mi dajte energijo zaradi In tega. mi dajte medaljo za moje Ja, trpljenje. ja. Potem so še pa tisti maligni narcisi, ta je pa rdeča nit, poglejte, kaj si jaz upam. A ne. To so pa tisti, ki se že spogledujejo s psihopatijo, ki najbrž si kdaj slišal, ko rečejo, če narcis recimo kaj ukrade ali koga ubije, in potem mu je žal. Da mu je žal, da so ga dobili, in ne, da mu je žal, da je to storil, naredil. kar je storil. Ja, to so pa ti maligni. Češ, poglejte, kaj si jaz upam. Meni je vseeno, a je umrl človek, žival, otrok, babica, kdorkoli, jaz si to upam, jaz to zmorem. Zakaj? Ja, zato, ker nimam tega, zaradi česar ste vi hendikepirani, ker nimam vesti, ker nimam teh čustev. Aleksandra, s tabo je zmerom tako se mi zdi, da odpreš neko novo, hvala ti za vse. Daj mi sam povej, kje te najdejo tisti, ki, to se mi zdi pomembno, da lahko se Nejc bo to tudi napisal v spodaj, in vse, ampak kje te najdejo, daj mi povej, kako stopijo v stik s tabo, tisti, ki so se mogoče prepoznali v tej. Najdejo me na moji spletni strani, to je cassandra.si. Potem sem na Facebooku kar pod Aleksandra Kocmut. Moj mail naslov je loti.palmer@gmail.com, tako kot psevdonim, pod katerim sem izdala knjigo. Tisti, ki te bo želel najti oziroma ki bo pomislil morda, da lahko razsvetliš kakšno stvar, bo našel pot do tebe. Definitivno. Aleksandra, še se mi vrni. Se mi zdi, da bom imel kar tradicionalne obiske z Aleksandro. Še se mi vrni. Z veseljem, in dragi hvala ti za vse, kar počneš, in hvala ti za tale pogovor. Srečno. Hvala tudi tebi za priložnost in za srečanje. Srečno. Lepo, vse dobro.